Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Anže Logar še ni ustanovil nove stranke, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Slika pove več kot 1000 besed. Poklic, če vprašate njih, gre v resnici za poslanstvo, Instagram vplivnice je zelo naporen. Vključuje takele kaskaderske poteze na avtocesti, tipa, ki te mora prevažati naokrog ter trpeti, da si ga neznano število drugih moških redno meče na tebe, in pa seveda neskončno skrb za svoj filtrsko podprt virtualni dober videz. Edino sneg je zastonj, kadar pada. Sedaj pa se lotimo 73. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali golobje zdravstvo, zakaj je napovedana zdravstvena reforma, golob na strehi. Ali bodo Golob, Bešič Loredan in Janković res rešili slovensko zdravstvo, bomo vprašali naša posebna gosta. Profesorja nevrologije in strokovnega direktorja Nevrološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, dr. Simona Podnarja, ter kirurga oftalmologa magistra Mateja Beltrama. Simon, Matej, dobrodošla ponovno v Faktorju. Simon, Matej, vidoma da že kar nekaj let izkušenj, dolgo časa sta že zdravnika v Sloveniji. Koliko recimo napovedanih zdravstvenih reform sta že dala skozi? A se sploh spomnite, znata povedati to številko? Mogoče jaz, ker sem že mečken kakšno leto starejši. Ja. Prave reforme v bistvu še nismo doživeli. Smo pa doživeli veliko napovedi reform. Ves čas se je govorilo, da je tik pred zdajci, vendar vedno se je nekaj zgodilo, da se ni zgodilo nič. In sicer verjetno tako slabo in tako težko, kot je zdaj, ni bilo še nikdar. Pa vendar, jaz tudi nisem prav velik optimist, da se bojo naredile tiste prave stvari, na katere mi že ves čas upamo. Ampak vseeno pustimo čas v čas. Kar se nas in naše skupine tiče, nam je dejansko povsem vseeno, s katere strani prileti prava reforma, samo da je res prava. Ampak zaenkrat to, kar se kaže, kot rečeno, jaz nisem prevelik optimist, ker je pritisk ravno v napačno smer. Matej, bi dodal, jaz o reformah v zdravstvu poslušam, odkar sem diplomiral. To pomeni, to že od začetka tega tisočletja naprej, torej 23 let. Se bojim, da to, kar smo danes poslušali, ta koalicijski vrh, da se bolj tresla gora in rodila miš, nič konkretnega nismo slišali. Reform, tako kot si rekel, vedno napovedane, nikoli izpeljane. Zdaj tukaj, ne vem, jaz sem pozorno poslušal tiskovno konferenco, nekaj se je omenilo, predrugačenje ZZZS. Sicer premier je to poimenoval kot zavarovalnico, ampak vemo, ZZZS ni zavarovalnica, je Zavod za zdravstveno zavarovanje, ki zbira naš denar, naše prispevke in jih potem po nekem planu, po nekem načrtu za leto vnaprej razporeja. To je daleč od tega, kar se pojmuje kot zdravstveno zavarovalnico, vsaj v smislu vloge zdravstvene zavarovalnice v javnem zdravstvu v državah Zahodne Evrope, kjer javno zdravstvo deluje. In jaz se bojim, da mi nočemo govoriti o javnem zdravstvu tako, kot ga pozna Zahodna Evropa. Torej, to je javno zdravstvo, ki vključuje tako državne izvajalce, kot tudi zdravnike, ki so, ali pa skupine zdravnikov, ki so samostojni, ampak vsi delajo v okviru javnega zdravstva. Zakaj? Zato, ker delajo za zavarovalnico ali pa za več zavarovalnic in niso na trgu, ampak oni delajo po določeni tarifi. In to ni čisto tržni sistem, omogoča pa seveda konkurenco in predvsem pa gre za to, da omogoča čim širšo dostopnost bolnikom, da dobijo zdravstveno storitev, ki jo potrebujejo. Na koncu za bolnika je važno, da pride do zdravnika takrat, ko ga rabi. In za bolnika ni pomembno, ali ima tisti zdravnik ambulanto v zdravstvenem domu, ne vem, občine, ne vem katere, ali ima tisti zdravnik ambulanto v svojih prostorih. Prostor
ni pomemben, lastnik stavbe tukaj ni pomemben in a je to zdaj tisti zdravnik zaposlen in plačan po plačnem nekem tarifnem sistemu, ali si plačo določa sam, ker je sam svoj direktor, to za bolnika, za to, da dobi storitev za bolnika, to ni pomembno. In to so na Zahodu, kjer imajo razvite, solidarne, javne zdravstvene sisteme, že dolgo časa nazaj pogruntali. Mi pa se delamo, da bomo izumili zdaj nekaj, česar vsa Zahodna Evropa še ni mogla izumiti. Ja. In to mene zelo skrbi. Že recimo ta podatek, da v Sloveniji je približno 14% vseh zdravnikov je koncesionarjev, recimo da družinskih zdravnikih, da je morda malo višji ta odstotek. Medtem ko v Zahodni Evropi je ravno obratno. 80% državljanov Zahodne Evrope ima družinskega zdravnika, ki je koncesionar v javnem sistemu. In povsod vse države se soočajo s pomanjkanjem zdravnikov, predvsem družinskih zdravnikov, ampak kje je najhujše pomanjkanje? Tam, kjer je največ zdravnikov v državnem sistemu. Medtem ko v državah, kjer... Lahko nadaljuješ, Simon, sam tole bi dodal, tudi tiste televizijske serije, ki jih v Sloveniji najraje gledamo, o teh zdravnikih na Zahodu, ki so tam nekje na vasi, so tudi vsi koncesionarji. Vsi so koncesionarji. Simon, izvoli, Ja, jaz bi to rekel, da recimo tudi, če poslušamo ljudi, ki imajo neko mnenje, neko misel glede zdravstva, bomo vedno znova slišali, pa je treba ukiniti dvoživke, pa je treba zatreti koncesionarje in tako naprej. Sej, tudi nas, to skupino zdravstvo.si, čeprav recimo jaz delam pač primarno v državnem zdravstvu, ampak nas pač krivijo, češ, da mi hočemo privat. Ne, mi nismo za privat, mi smo za konkurenco. Zato, ker vemo, da tudi mi v državnem zdravstvu rabimo konkurenco. Da nas nekdo, pa v bistvu, da se zgledujemo, da nas dejansko nekdo na nek način, da rečemo, ogroža. Se pravi, to je ključno. In tudi recimo, če pogledamo... Pa ne gre niti za ogrožanje, se gre za dopolnjevanje, se gre za komplementarnost. Tako. In gre tudi za sodelovanje. In recimo sem prepričan, Simon, tudi tvoja klinika je obremenjena z reševanjem, oprostite izrazu, enostavnejših ali banalnejših zdravstvenih problemov, ki ne sodijo nujno na vrhunsko strokovno ustanovo, in so potem ti pa tvoji kolegi obremenjeni z, bom rekel, določenimi izvajanjem nekih pregledov in storitev, ki bi jih mirno lahko opravljal nek nevrolog, ki bi imel svojo ambulanto na koncesijo v zdravstvenem domu ali pa zraven zdravstvenega doma. Jaz bi si želel, recimo, da ima nevrološka klinika zunaj neko mrežo, tako kot se vidi recimo v tujini, neko mrežo zasebnih nevrologov, ki v bistvu obrnejo to maso, potem pa mi dejansko lahko postanemo terciarna ustanova in lahko postanemo učna ustanova in se res temu posvečamo. Zdaj smo pa dejansko utopljeni v tej masi, tako kot je bilo rečeno, in je pač problem. Dejansko se ne moramo posvečati tistim stvarem, da bi lahko še bolj učinkovito peljali stroko naprej. In pa bolniki ne morejo dobiti. Nastaja pa vtis, da vsi pacienti, ki potrebujejo pomoč z tega področja, pač pašejo k vam, kar verjetno. In tudi vedno nas potem češ, kaj boste naredili glede skrajšanja čakalnih vrst. V bistvu mi to, kar lahko naredimo, je dejansko, da opravimo tisto, za kar nas pooblastijo, in tudi ne morejo si potem mesec pred koncem leta zmisliti, da zdaj boste pa za 20% več naredili. Ne, to ne gre. To moraš vedeti kakšno leto prej ali pa mogoče 5 let prej. Zato, da lahko v bistvu izšolaš ljudi, da ti ljudi se potem počasi zaposlijo. In to bo zdaj problem z družinskimi zdravniki. Zato, ker se je držalo te koncesije, se je držalo nekje pri strani, ljudje so bili zainteresirani to imati, pa se jim ni dalo. In oni so si našli druge opcije in zdaj jih ne bo nihče mogel kar iz žepa potegniti. To bo problem. Nikoli ne bodo vsi zdravniki zapustili vseh državnih zavodov. Nikoli. Nekaterim zelo ustreza in želijo delati v državnem zavodu, se ne želijo ukvarjati z računovodstvom, z menedžerstvom in tako naprej. In seveda, in je dobro, da so tudi dobri zdravniki, in da jih je čim več tudi v državnih ustanovah, da nimajo tam pomanjkanja.
Ampak mi se moramo vprašati, kako bomo konkurenčni in privabljali zdravnike v Slovenijo, ker z šolanjem zdravnikov števila, ki je potrebno, in to bo verjetno v petek povedal minister na tiskovni konferenci, kjer bo objavil to analizo stanja. Torej zdravnikov primanjkuje, jasno, da jih primanjkuje jih v celi Evropi, ampak nekje jih primanjkuje manj. Ne? In kaj je tista največja odgovornost vseh teh bivših ministrov, tudi tistih izpred 20 let? Da bodo težave, je bilo znano že takrat. Zakaj je bilo znano? Poglejmo si enega najbolj enostavnih kazalcev statističnih, in to je starostna piramida. In že pred 20 leti smo vedeli, da bo danes baby boom generacija, torej tisti rojeni po letu 45, leta 90 so bili stari 45 let, leta 2023 so pa oni stari 68 let. In imajo toliko več zdravstvenih težav, ker jih je tudi toliko več. In to se je vedlo, prostite, že leta 1990 in 1995 in leta 2000, ampak nihče od odgovornih ni ukrepal v to smer. Ampak zdaj, če gremo iskati rešitve, rešitev je, da mi naredimo okolje, da smo mi država, ki bo zanimiva za zdravnike iz tujine, da pridejo sem delati, ne pa samo, da verificirajo licenco EU, pri nas dobijo žig, in potem grejo naprej v zahodno Evropo delati. Ampak da bodo ti ostali pri nas, da naši mladi zdravniki ne bodo odhajali. Jaz sem prepričan, če bi ponudili mladim zdravnikom, da če se odločijo za specializacijo družinske medicine, da če želijo, da bodo v občini, kjer je potreba po zdravniku, dobili ambulanto na koncesijo, jaz sem prepričan, da smo rešili problem z razpisi za družinsko medicino, kjer je čedalje manj in manj vpisa. Če bomo naredili obratno, če bomo pa rekli ne, mi krepimo stavbe, zdravstvene domove in vsi boste morali tam delati, bo vpis oziroma izbira specializacije z družinske medicine samo še slabša. Simon, če dovoliš, bi si vzeli krajši premor, dobiš besedo po oglasih, tako da ne nam iti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, zakaj je napovedana zdravstvena reforma golob na strehi. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še zmeraj naša posebna gosta, direktor nevrološke klinike UKC Ljubljana Simon Podnar ter kirurg oftalmolog Matej Beltram. Pogovarjamo pa se o tem, zakaj je napovedana zdravstvena reforma golob na strehi. Simon, preden smo šli na oglase, si hotel nadaljevati, izvoli. Ja, jaz sem predvsem hotel samo to reči, da še vedno se nekako iluzorno pričakuje, da je v bistvu Slovenija za tuje zdravnike in tudi medicinske sestre nekaj Eldorado, da vsi derejo sem in da tukaj zdravniška zbornica to onemogoča in komplicira z nekimi zahtevnimi izpiti glede slovenskega jezika. Moram reči, da tudi zdaj se je to v neke normalne okvire, se pravi, da se dejansko zahteva slovenski jezik, ki je pač neka minimalna zahteva glede tega, da lahko upravljaš tako delo z ljudmi. Ne, jaz mislim, da ni, če smo tudi kdaj bili, predvsem za naše bivše brate z Balkana, interesantni, smo zdaj vedno manj in manj. Tako da jaz vidim to strategijo, da se bomo morali pač upreti na lastne sile, na lastne ljudi in v prvi vrsti dejansko izdelati takšne pogoje za delo, da bojo ljudje z veseljem tukaj delali in ustajali. To pomeni, da bo neka obremenitev na delovnih mestih normalna, da bo odnos med nami, se pravi med ljudmi in zdravstveno srenjo, da bo normalen, ker recimo to, kar se je tudi zdaj še zaostrilo med epidemijo, mislim, to je groza in dejansko boli. Človek se mora že kar skrivati, zato ker je pač dosledno zastopal pač mnenja in podatke, ki se pač objavljajo v svetovni literaturi. Tako da ne delamo si utvarjati, da bomo mi
da bojo kar frčali, da moramo sami na vrata nekaj odpreti. Ne, teh ljudi ni. In dejansko moramo sami izšolati in niti ni to problem izšolati, ampak moramo jih dejansko tukaj zadržati. Ne. To vidim. Ne. Ampak recimo, vajen pač poklicni kolega, tudi bivši minister Doren Marušič pravi, da bi že ne vem kdaj morali odpreti pač vsaj eno medicinsko fakulteto v Ljubljani. Vemo, pač tudi kar nekaj časa traja, vendarle zdravnikov tudi specializacija potem, ampak vseeno, če bi s tem začeli že pred leti, bi mogoče danes že bili rezultati. Kaj vidva pravita na to? Dejstvo je, da pač zdravnikov, ti si prej rekel, Matej, sicer primanjkuje v celi Evropi, ampak marsikje bistveno manj kot pa pri nas. Ja, sam jaz mislim, da je bolj dejansko problem v tem, da moramo pač te zadržati. Glede, če bomo mi šolali še več zdravnikov, bo na nek način še bolj bo večja konkurenca med njimi, kar sicer po svoje ni nič dobrega, če pa je preveč, pa to pomeni tudi, da bo slabši odnos do njih in bo mogoče, jaz mislim, da ne bi na ta način kaj dosti dosegli. Se da zračunati, kakšen priliv rabiš iz generacije v generacijo, da to lahko vzdržuješ. Ne? In mi smo nedolgo tega, 10-20 let nazaj, smo odprli še eno medicinsko fakulteto, ki je dala še za tretjino več diplomantov, pa se v bistvu nič kaj dosti ni izboljšalo. Zato, ker nam pač ljudje uhajajo druge poklice, ljudje uhajajo drugam delati. Oziroma bi bilo še veliko huje, če te druge medicinske fakultete ne bi bilo. Jaz se bojim še nečesa. Ta spretna poteza spin doktorjev, ki zdaj za nastale težave v zdravstvu poskušajo okriviti zdravnike. Ja. To je tako na kratki rok in tako zelo slabo, ker kako potem pričakovati, da se bodo mladi ljudje z neko željo odločali za ta poklic, ki je zahteven, kakorkoli, študij je zahteven, pa poklic je pa tudi vsak dan je zahteven. Kako se bodo mladi ljudje odločali za ta poklic, če je taka gonja proti zdravnikom v javnosti. Kolikor sem prebral, medicinska fakulteta že zdavnaj ni več na prvem mestu po izboru maturantov, ampak je na nekem 4., 5. mestu in to ni v redu popotnica za naprej. Ampak dajmo se osredotočiti na rešitve, predlagamo, ne da jamramo, kaj se ne da in kaj narobe, ampak jaz se bojim, več države v zdravstvu bo samo več problemov, ker še nikjer ni to pomagalo, še nikjer to ni učinkovalo. Žal, če bi učinkovalo, povejte mi eno državo, ki ima pretežno državno zdravstvo, tako kot Slovenija, in kjer nimajo problemov s tem. Ja. Jaz je žal ne poznam, poznam pa vse zahodne evropske države, ki imajo seveda tudi težave v zdravstvu, ampak bistveno manjše kot mi. In kaj jim je značilno, da imajo javno zdravstvo, v katerem državno zdravstvo ne predstavlja večine izvajalcev. No, vi v skupini zdravstvo.si se zavzemate za javno zdravstvo, imate v bistvu že takoj, če človek obišče vašo spletno stran, imate takoj na vrhu, na prvi strani 3 pač v bistvu pomembne točke objavljene, za katere se vi zavzemate, oziroma jaz bi tako rekel, vi verjetno pod tem pojmujete zdravstveno reformo. Bomo to pokazali tudi na ekranu, da lahko gledalke pa gledalci vidijo, o čem govorimo. Zdaj, zakaj ste vi se odločili za pač ravno te 3 točke in zakaj se vam zdijo ključne in kako do njih pride? Ja, to je, sej to nismo se mi spomnili. To samo pogledaš čez mejo, pogledaš v Avstrijo, pogledaš na Nizozemsko, pogledaš v Francijo. To so vse socialno zelo, bom rekel, dobro delujoče države, z vidika socialnega varstva, zdravstvenega varstva. Mi, to bi rad poudaril, to, kar mi tukaj zagovarjamo, to ni nikakršna privatizacija. Privatizacija je druga najslabša možnost. Prva najslabša možnost je to, kar imamo zdaj, državno zdravstvo, ko plačujemo, pa ne dobimo. Če je privatizirano zdravstvo, plačaš, pa vsaj dobiš storitev. Sicer jo zelo drago plačaš. Rešitev je pa v javnem zdravstvu. Se pravi, bolnik ima pravico do svobodne izbire zdravnika. Kaj to v bistvu pomeni? To je to, kar sem na začetku povedal. Ti imaš, zdravstveni problem, slabo vidiš in seveda greš k očesnemu zdravniku. In ne rabiš iti prvo k osebnemu zdravniku, da ti bo on dovolil, da greš s tem, ko ti da napotnico,
napotnic v tujini ne poznajo tako, kot jih imamo mi, ki so neka omejitev do pravic bolnikov. In ti lepo pogledaš, v Franciji imaš lepo aplikacijo, izbereš po kraju, v katerem kraju želiš, in ti tista aplikacija pokaže, kateri zdravnik v okviru javnega zdravstvenega sistema ti nudi prvi možni datum. In ti se enostavno z enim klikom na miško prijaviš k temu zdravniku in imaš že datum za pregled. Ponavadi v roku nekaj dni. Ja, jaz moram reči, da glede tega imam mečken drugačno, da jaz mislim, da pri nas je en od problemov, ki ga imamo tudi na nek način paradoks, to prevelika dostopnost. Ne. Zdaj, v bistvu, tudi če poslušate družinske zdravnike, oni so zasuti z maili, oni so zasuti s klici, ker dejansko nekdo lahko, današnji pacient, lahko sedi za mizo, leži na kavču in komunicira s svojim zdravnikom. Ne. Včasih se je bilo treba vsem pod noge jeti k zdravniku in tam pač povedati za težavo, in vseeno se mi zdi posebej v naših razmerah je dobro, da imamo neka vstopna vrata. Ne. Sej dejansko tudi zdaj osebni zdravniki, ki manjkajo, se pravi, zdaj manjkajo vstopna vrata v sistem. Ne. To, kar je Matej rekel, v bistvu teh vstopnih vrat na nek način niti ne bi rabili, ne. Ampak pa nas je pa ravno ta problem in potem tudi na višjem nivoju jaz opažam ogromno, bi rekel, da postaja medicina vse bolj taka tehnološka. Ne. Se pravi, vse manj je poudarka, ampak to niti ni problem samo Slovenije. Ne. To je na splošnem svetu ta trend, vse manj je res tistega pravega kontakta, vse manj je anamneze, vse manj je pregleda pacienta, poslušanja pacienta, ki je dostikrat vse, kar je potrebno. Ne. Vsak pacient ne rabi MR glave ali pa hrbtenice. Dosti že, če mu razložiš, da ga ne rabi in zakaj ga ne rabi, je to dosti. Mi enostavno to, kar je eno od stvari, ki bi jih morali, mi bi morali uvesti nek nadzor kakovosti in nek nadzor indikacij. Ne. In tukaj si jaz pa zelo težko predstavljam, da bi ena sama zdravstvena zavarovalnica, v kateri so na nek način zaposleni uradniki, ne, ki nimajo nekega velikega interesa za to, da res skrbijo za kakovost in da skrbijo za ta denar. Ne imajo od tega, da dejansko se plačuje samo tisto, kar je potrebno. Mislim, to mene skrbi. In zato recimo tudi, če zdaj pogledamo, kdo ima težave z zdravstvom. Zdaj, se pravi, prva linija smo mi, ne, pri katerih je izvajalcev v bistvu tudi relativno malo zasebnikov. Druga linija so pa tiste države, ki imajo eno samo zdravstveno zavarovalnico. Ne. Se pravi, Anglija ima sicer v osnovi zelo dober sistem, ampak očitno je nek problem že v tem, ker ima eno samo zavarovalnico in na tej strani ni neke konkurence, ni neke doslednosti, ni vsega tega, kar bi morali biti. Ne. In potem naslednji problem je recimo Francija. Slišimo, da tudi ni tako vse rožnato. Oni imajo tudi odličen sistem, ampak samo eno zavarovalnico. Se pravi, jaz sem bil ves čas tudi, sem na nek način kupil to varianto, ne, da so te zavarovalnice pa, bi rekel, veliko denarja porabijo in tako naprej. Ampak nihče se ne vpraša, koliko denarja porabi pa ZZZS. Nihče se ne vpraša, koliko suboptimalne rabe je v tem našem sistemu. So vse te nabave, vse te preplačevanja, to je vse v bistvu na nek način tudi posledica tega, da ZZZS ne skrbi dobro za naš denar. Že samo to, da bi ZZZS iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje začel delovati kot prava zdravstvena zavarovalnica, pa tudi, če bi bil edina, že to bi bil ogromen napredek. Že samo to, da bi se ZZZS obnašal kot zavarovalnica. Seveda, to pripnese potem tudi druge stvari, recimo, da neko minimalno participacijo, vstopni strošek za vsakega bolnika, seveda za socialno ogrožene je potem so oproščeni tega stroška in tako naprej. To se vse da s socialnimi korektivi rešiti, da nihče ne obuboža zaradi zdravstvene težave, tega ne sme. In to imajo javni zdravstveni sistemi v tujini popolnoma normalno in lepo rešeno. In to, kar mi trdimo, ne, je predvsem to, zdaj mi vsi napeti čakamo, kaj se bo zdaj zgodilo s to reformo. Ne. In kaj bo zdaj spet kakšne ideje so zdaj. Pa dejansko to, kar je že rekel Matej, pa kar ves čas ponavljamo, pa zakaj treba zdaj spet nekaj izumljati, zakaj si je treba izmišljati neke nove koncepte, ko imamo res stvari, ki delujejo, preizkušene. Mi bomo rabili zdaj, ne vem, še par let, da bomo pogruntali, kaj hočemo, in potem bomo rabili še par let, da bomo videli, da to ne deluje, in to se bo vrtelo v nedogled in to, mislim,
tako ne gre. Ne. Dajmo si vzeti en sistem, odločimo se, kjer sistem najbolj ustreza, je to Nizozemska, a je to Avstrija in potem ga enostavno dajmo čim bolj, rečem, pokopirati. Naredimo tako, kot delajo oni. Zakaj bi spet morali nekaj čist po svoje početi? Tudi v takem sistemu, čeprav vem, ne, si ti pač izbereš zdravnika, tako kot si rekel Matej, dobiš tam tisto, kar rabiš in potem to krije pač zavarovalnica. V Avstriji imajo komplementaren sistem. Ti imaš zdravnike, ki so v mreži in storitev pri zdravniku, ki je v mreži, v celoti pokrije zavarovalnica. Potem imaš pa še tako imenovane Wahlarzt, torej kot neke izbirne zdravnike, ki pa so izven mreže. In ti tudi lahko greš k temu Wahlarztu, ki ni v mreži, ampak tudi pri njemu ti bo zavarovalnica del stroškov, ki si jih imel, pokrila, seveda, ker če ne bi strošek nastal pa pri zdravniku, ki je v mreži. Ja, v vsakem primeru javna blagajna ni na slabšem zaradi tega. Predvsem pa bolnik ni na slabšem. Tako, ja. Zato, ker on je imel potrebo, on si ni zmislil, da ni šel zaradi lepšega kramljati k zdravniku. On je imel neko zdravstveno potrebo. Če pogledamo koncesije, zakaj so koncesije? Ja. Koncesije so v bistvu mehanizem, s katerim držiš stroške pod kontrolo. Ne? In pri nas je glavna stvar, po zakonu je ZZS mora biti na nuli, ne? Ali v pozitivu, se pravi je glavna stvar, glavna tista stvar, ki se kontrolira in ki se gleda na njo, je to, da ZZS ni v minusu. Zdaj bolnice so lahko tudi v minusu nekaj časa, pa se jih potem pokrije. Ne? In to ni rekel, pravi pristop. Ne? Predvsem ZZS pa pri tem planskem razporejanju sredstev žal ne upošteva potreb prebivalstva. Ja. Zdravniki vedno javljamo, kje so potrebe, kje so najdaljše čakalne dobe, kaj je treba. Že, ne vem, to bo Simon boljše vedel kot strokovni direktor, koliko muk je potrebnih, da se neko novo zdravljenje, ki ogromne koristi lahko prinese bolnikom, podaljša življenjsko dobo, poveča kvaliteto življenja. Kakšne muke mora recimo Simon kot strokovni direktor ene terciarne klinike dati skozi, zato da pride skozi to na skupščini ZZS, da to tam odobrijo. Povej ti, Simon. Ja, in še nekaj bolj bizarnega. Po planu bi morali imeti v lanskem letu, mislim, da okrog nekaj 100 ali 200 recimo več možganskih kapi. In jih nismo imeli po planu. Yeah. In je to prvi trenutek, ko ljudje, ko so navajeni to gledati plan, pa to, da to ujameš, so bili kar, bi rekel, češ, lejte, niste izpolnili plana. Se mi ne odločamo o tem, koliko bo imel ljudi bo imel možgansko kap. In hvala, mislim, mi skušamo z našimi, to pomeni samo, da preventiva dobro deluje, da smo jim dali, da pač se pravi delajo te NIJZ in da ljudje vejo vedno boljš, kako se izogneš tem zadevam. Ne? Ampak hvala Bogu, če bojo možganske kapi izumrle, smo najbolj srečni. Ne? Aljuš, še na eno podobnost bi opozoril, ker si ravno ta avstrijski sistem omenil. Recimo imaš zdravnika, ki je v mreži, pa zdravnik ni v mreži, ampak zato, ker je pacient imel potrebo, zavarovalnica vseeno del stroškov pokrije, povrne. Zanimivo, da slovenska ZZS tudi pokrije del stroškov, ampak če ne greš k zdravniku v okviru javne zdravstvene mreže, ampak, pazi, samo če greš to v tujino. To pomeni, jaz, ko sem zdaj doma v Šempetru pri Gorici in recimo je za, ne vem, ortodonta čakalna doba toliko in toliko let, če grem k ortodontu v Italijo, v Gorico, mi bo pa ZZS, seveda po tarifi, ki velja v Sloveniji, pa povrnil stroške. Ja, kaj tukaj ne razumemo? Čeprav ne samo, da zdravnike na nek način silimo v tujino, zdaj tudi paciente silimo v tujino. Tako, vse ven iz Slovenije. Zakaj ne bi tega pri nas naredili, če imajo ljudje potrebo? Seveda, pol pa morajo obstajati učinkoviti kontrolni mehanizmi, da nekdo ne izkorišča, da nekar tam tja v en dan naredi 100 nekih rentgenskih slikanj ali ne vem kaj namišljenih. Ampak zato tudi obstajajo zelo učinkoviti kontrolni mehanizmi, čisto na enostavni statistiki temeljijo in to dnevno lahko zavarovalnica, ki je plačnik, to kontrolira in takoj tisti, ki stopa
ga pokličejo, poberejo ven in mora po tankosti pojasniti, zakaj je naredil to in to preiskavo in to za 1 leto nazaj. In če tega ne uspe dokazati, ne, potem je končal taka. Ne. Ja, jaz tudi mislim, da recimo en zelo enostaven ukrep, ne, ki bi ga, to je zajezitev, ne, prekomernih preiskav in drugih ukrepov, ZZS bi samo pač prikazala mogoče 5% zdravnikov, ki najbolj izstopajo potem, da zelo veliko pišejo določenih preiskav in jih samo obvestila. Vi ste v 5 zgornjih odstotkih glede tega. Ne. Ne treba čisto nobenih stvari, samo dejansko mnogi se niti ne zavedajo, ne, in tudi mogoče nasplošno velja tudi pri pacientih, ne, da bolj ko te pošlje naprej, bolj te pošlje na slikanje, da boljša medicina je. Pa to sploh ni res. Ja. Ker tle se totalno zapleteš. Jaz imam veliko pacientov, pride zdaj s slikami in kažejo, gledajte, tole so mi najdli, kaj pa zdaj. Ne? In najdba je povsem nepovezana s kakršnimi koli težavami. Pacient nima nobenih težav zaradi tega. Ima pa zdaj samo še en strah. Ne? In ga je dejansko prav težko pomiriti, ne? Da pač da je to povsem brez veze. In prvo vprašanje, zakaj je sploh ta preiskava bila narejena? Ja. Ampak vse teh mehanizmov, vse teh spet ni treba izumljati. Ja, tako. To so vse znani mehanizmi, ki jih imajo v sistemih javnega zdravstva, tam, kjer se pač iz javne blagajne plačuje storitve, ni važno, ali so izvedene v državni ustanovi ali so izvedene pri zasebniku. Ne? Vse te zahodnoevropske države, ki imajo odprte, dostopne, učinkovite javne zdravstvene sisteme, vse te kontrolne mehanizme tudi imajo tudi smernice, ne? Predlagane načine, kako se določene težave diagnosticira in potem zdravi. Ne? In neka priporočila in tako naprej niso vedno obvezujoča, seveda, ker vsak pacient je pol drugačen, ampak to je vse že znano. Sam to bi rad poudaril. Mi ali bomo imeli javno zdravstvo, tako kot ga imajo v Zahodni Evropi, ker to je edino javno zdravstvo, ki je meni znano, ki nudi vrhunske storitve in hkrati široki množici prebivalstva na dostopen način, brez čakalnih dob, ali pa mi javnega zdravstva ne bomo imeli. Ne? Samo ta dilema je. In ne izumljamo tople vode. In zavedimo se, da smo pred kritičnim trenutkom, ker zadeve se res iz dneva v dan zaostrujejo. Sam premier je rekel, da so stvari še hujše, kot je pričakoval, in lahko samo soglašam s tem. Ali bomo imeli javno zdravstvo, kot ga poznajo v Zahodni Evropi, ali pa ga ne bomo imeli. In bomo imeli privatizirano zdravstvo, ki bo drago in si ga marsikdo ne bo mogel privoščiti, ali pa bomo imeli še več državnega zdravstva, ki bo še manj učinkovito, kot je zdaj. In samo to. Ja, tako da midva z Matejem v bistvu čakava, da bova slišala, da je Ministrstvo za zdravje najelo 10 prevajalcev, ne, ki zdaj, recimo ali iz nizozemščine ali iz enega od teh jezikov, ki zdaj prevajajo njihovo regulativo, ne, in kako oni vodijo zdravstveni sistem, ker potem bomo vedeli, da bomo relativno dosti hitrem času prišli do neke dobre rešitve. Ne. Ker izumi trajajo. Ne. In večina izumov je neuspešnih, nič se ne zgodi, so slabi. Ne. Ja. Ampak vendarle, zdaj v petek bi naj doživeli to razodetje tudi mi ostali navadni smrtniki. Ne. Vemo iz preteklosti, govorilo se je o tem, da se bo povečalo število zdravnikov, govorilo se je o tem, da bo se dala dodatna sredstva. Kaj recimo vidva pričakujete od tega petka? To novico o prevajalcih, ne, verjetno ni za pričakovati že v petek, kaj pa vendarle? No, jaz upam, da bomo res videli konkretne podatke, recimo konkretno, koliko manjka zdravnikov na določenem področju. To sigurno. Ne. Bi bilo pa dobro tudi videti recimo podatek, kolikokrat recimo Slovenci v povprečju večkrat hodimo k zdravniku kot recimo naši sosedje, pa čeprav smo podobno bolni ali pa podobno zdravi. In iz tega izpeljati predvsem neke ustrezne zaključke. Zdaj, par podatkov smo pa tudi mi na zdravstvo.si že tudi pripravili. Ne. Recimo prav to glede družinskih zdravnikov. Ne. Zanimivo je, ne, da imajo prav koncesionarji v povprečju nadpovprečno število opredeljenih bolnikov. Ne. Ja. In zdravniki, ki so pa zaposleni v zdravstvenih domovih, pa imajo manj od tega povprečja. Tako da
še več zdravnikov siliti delati v zdravstvene domove, pomeni, da boš imeli še manj opredeljenih pacientov. Ja, predvsem pa kaže na popolno demagogijo, ne? Ker mislimo, nekateri mislijo, ne, da bodo s tem, ko bodo prepovedali koncesionarje, da bodo rešili problem. Nekateri mislijo, da bodo s tem, ko bodo prepovedali dvoživke, ne, tako imenovane, da bodo nekaj rešili. Ne, zadeve se bodo samo še poglobile, ker to je, saj če govorimo o dvoživkah, to je v bistvu kompenzacija za nekaj, kar v bistvu ne funkcionira. Ne. Hkrati pa tudi, sej to, da se uvede javno zdravstvo po zahodnoevropskem modelu, se to ne pomeni, da moramo ukiniti zdravstvene domove. Razlika bo samo ta, da bodo v tisti stavbi se zdravniki prostovoljno združevali, in da bodo oni si izbrali, kdo bo njihov direktor, recimo, ali pa kdo bo njihovo računovodstvo vodil. Predvsem pa bodo tudi sami lahko odločali o tem, kje in kaj in po kakšni ceni bodo kaj nabavljali. In tukaj imamo mi eno tako ogromno leglo korupcije, ki ga z več države v zdravstvu ne bomo odpravili, obratno, poslabšali ga bomo. Ja, jaz tudi mislim, da zdaj namesto, da skušamo zasebnike prikrojevati oziroma jim toliko otežiti življenje, ne, da bojo postali manj konkurenčni državnemu zdravstvu, je treba obrniti optiko, ne, in je treba v bistvu gledati, zakaj so v bistvu lahko zasebniki bolj konkurenčni v mnogih nišah. Ne. Dajmo raje na ta način gledati. Ne. Ves čas se pogovarjamo o tem, kako bomo nekaj prepovedali in bomo naredili več. Ne. V bistvu je treba, da če imamo tle gibanje svoboda, naj da svobodo, naj da svobodno možnost. Ne. Jaz nimam tudi nič proti temu. Jaz mislim, da nekaterim zdravnikom dejansko in ni čisto nič narobe ustreza to, da so v zdravstvenih domovih. Zato, ker se dejansko lahko na nek način bolj, nimajo pač te poslovne žilce, nimajo tega, onega, tam je treba nabavljati opremo, pa cel kup enih stvari, ki še zraven pridejo. Ne. Ampak on pride v ambulanto, narediti so svoje in gre. Ne. Nič narobe. Ne. Naj bo oboje, ampak naj bo dejansko odprta pot. Ne. In se bo potem neko ravnotežje, neko dinamično ravnovesje, ne vem, bo mogoče pol ali pa 80-20 v eno ali drugo smer. Jaz ne vem. Ravnotežje se bo samo vzpostavilo. Ni treba, da ga predpišemo. Samo se bo vzpostavilo. Predvsem pa gre za to, da ohranimo dostopen in odprt in na visoko kakovosten zdravstveni sistem. Če mi kdo pove boljši sistem, kot ga poznajo na Nizozemskem, Franciji, Avstriji, ga bom z veseljem sprejel, nimam nobenega zadržka zoper to. Ampak to, kar imamo mi, pa upam, da je res zdaj vsakomur jasno, da ta naš sistem, ki je pretežno državni, da ni boljši od nizozemskega, francoskega ali avstrijskega ali vzemite katerega-koli drugega, javnega v Zahodni Evropi. Tu, če gledamo recimo odnos zdravnik-pacient, to je osebni odnos, to je odnos dveh ljudi. Mislim, zakaj morajo biti ta kot čebele v nekih silosih nagneteni? Ni čisto nobene potrebe. Sej pravijo, ok, pa imajo skupaj rentgen, pa to vse, ampak to ni problem. Tam bo pa en drug zasebnik, ki se bo samo z rentgenom ukvarjal. Tam bo en tretji laboratorij, ki bo delal samo laboratorij. In te se bojo poljubno združevali, recimo, tudi prostorsko, tako da bo pacientom pač ugodno. Zato, ker na ta način imaš posel, če pridejo, če imaš to, rekel si, na pravi poziciji, v pravem času, potem stvar teče. Pri koncu vdaje smo, vemo, zdaj imamo ad hoc ambulante za neopredeljene pacijente, ampak včasih imamo občutek, da zdravstvene reforme pa delajo neopredeljeni ustvarjalci zdravstvenih reform. Dr. Simon Podnar, magistr Matej Beltran, najlepše hvala za vajine današnje komentarje v naši vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, zakaj je zdravstvena reforma golob na strehi, že 829. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kdo je potopil Adrio Airways in kje se zatika Roku Snežiču. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.